Spoštovani predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, magister Matej Tonin, spoštovani vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Andrej Jurič, poveljnik prve brigade Slovenske vojske, polkovnik Boštjan Močnik, predsedniki veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije ter organizatorji manevrske strukture narodne zaščite leta 1990, vojne veteranke in veterani. Lepo in spoštljivo pozdravljeni. V svoji srži je zgodovina vedno osebna in edini resnični in pravični pričevalec. V obči zgodovini časa in velikih, za narod pomembnih dogodkov, državotvornih, se danes rado reče, marsikaj, kar je bilo ključnega za uspeh, ponikne. Recimo vrednote, ki so te dogodke poganjale. Velika zgodovina ne opisuje volje in poguma posameznikov, ki je nemirljiv, in odločnosti, ki je temelj uspeha. Za vsakim velikim zgodovinskim dejanjem so ljudje. Ljudje, ki v zgodovinskem trenutku niso oklevali, kljub tveganju, ki ga je s seboj nosilo njihovo dejanje. Storili ste, kar ste verjeli, da je potrebno storiti, brez oči javnosti, brez upanja na zasluge in počastitve. Zato smo nocojšnjo slovesnost začeli s portreti. Zato smo slovesnost začeli neposredno človeško, zahvalo, ker ste svojimi dejanji omogočili, da je Slovenska vojska ostala in dokončno postala slovenska, da je imela nastajajoča, samostojna in neodvisna država Slovencev močno in odločno oboroženo silo, sestavljeno iz teritorialne obrambe in slovenske milice, z roko v roki. Zato si zaslužite vso spoštovanje, zato si zaslužite vso čast. Gospe in gospodje, v dvorano prihajajo praporščaki. V dvorano prihajajo praporščaki Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, manevrske strukture narodne zaščite, teritorialne obrambe in organov za notranje zadeve 1990, pokrajinskih združenj veteranov vojne za Slovenijo, policijskih veteranskih društev Sever, Zveze društev Generalmajster, Društva Tiger Primorske, Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveze društev in klubov Moris in Zveze slovenskih častnikov. Poveljuje jim Dominik Grmek. Praporščaki in zastavonoše, ena, nadejno. Jasni, pozdrav!
namestju moči. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, k besedi z veseljem in spoštovanjem vabimo ministra Republike Slovenije za obrambo, magistra Mateja Tonina. Spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, predsedniki in predstavniki organizacij, koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, veterani vojne za Slovenijo iz vrst slovenske teritorijalne obrambe in iz policijskih vrst, spoštovani organizatorji in pripadniki manevrske strukture narodne zaščite. Neverjetneje se marsikdo izmed vas sprašuje, kaj pa nam ima ta mladi mož zapovedati, ker ko se je delala zgodovina, ne bom rekel, da je lezel iz planic, ampak je obiskoval šolo. Da je kar na začetku povem, da sem vam izjemno hvaležen in da vas spoštujem, zato da sem sam lahko pripadnik tiste srečne generacije, ki žanje sadove vašega dela. Sam sem prvi razred osnovne šole začel obiskovati v še socialistični Republiki Sloveniji, končal pa sem ga v neodvisni in samostojni Sloveniji. In zdi se mi to nekaj izjemnega. Prav zaradi vaših dejanj danes še toliko bolj čutim, še toliko večjo odgovornost do resorja, ki ga vodim. Zato si želim po vseh svojih močeh prizadevati, da bi se obrambni resor še naprej razvijal in služil domovini. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja se je morda zdelo, da berlinski zid ne bo nikoli padel. Pa je. Čeprav je bila morda mednarodna javnost pripravljena na spremembe, vendar pa ta zgodovinsko-politični kontekst še zdaleč sam po sebi ni bil zagotovilo za demokratizacijo in tudi kasneje neodvisno Slovenijo. Napetosti v odnosih znotraj Jugoslovanske federacije so se zaradi naših jasno izraženih teženj po večji samostojnosti postopoma stopnjevale. Po svobodnih in demokratičnih večstrankarskih volitvah aprila 1990, še posebej pa v zmagi in prevzemu oblasti strani koalicije Demos, so dosegle enega od vrhuncev. Jugoslovanske zvezne oblasti z vojsko vred namreč tega dejstva nekako niso mogle prebaviti. Prek Jugoslovanske armade so pričele s poskusom odvzema orožja slovenski teritorijalni obrambi. Ta poskus je bil izveden prav v dneh konstituiranja prve slovenske demokratične vlade in v času, ko v mnogih občinah še niso izvolili novih občinskih vodstv. Grozil je poseg Jugoslovanske armade z vojaško silo. Kot odgovor na grožnje za varnost našega osamosvojitvenega procesa je bila 17. maja 1990 ustanovljena manevrska struktura narodne zaščite. Z neizmernim pogumom, ob velikem tveganju in v strogi tajnosti ste pripadniki manevrske strukture narodne zaščite preprečili, da bi Jugoslovanska armada in zvezne oblasti odvzele orožje teritorijalni obrambi. Zelo pomembna pri tem pa je bila podpora vseh, ki so za skrivno skladiščenje dali svoje prostore. Zagotovili ste to, kar je bilo najbolj bistveno, da nas dogodki, ki so sledili ukazu tedanjega jugoslovanskega vodstva za odvzem orožja teritorijalni obrambi, niso našli nepripravljene. Omogočili ste pripravo uspešnega vojaškega odpora proti nekajkrat močnejšemu nasprotniku. Pravi so četrta armada v Evropi. Obdobje manevrske strukture narodne zaščite je bila izjemno prodorna in domoljubna rešitev za obdobje do sprejetja amandmajev 96 in 97 k Ustavi Republike Slovenije ter ustavnega zakona za njuno izvajanje ter novega zakona o obrambi in zaščiti konec septembra 1990.
Z ustavnimi spremembami je slovenska skupščina pristojnost nad slovensko teritorialno obrambo v miru in v času izrednih razmer prenesla na predsedstvo Republike Slovenije. S primopredajo vojaškega dela manevrske strukture narodne zaščite novo postavljenemu vršilcu dolžnosti poveljnika teritorialne obrambe Republike Slovenije je 4. oktobra 1990 teritorialna obramba postala slovenska obrambna sila, ki se je skupaj s slovensko milico pripravljala na osamosvojitev Slovenije. Dejavnosti manevrske strukture narodne zaščite so tako omogočile prehod teritorialne obrambe pod republiško vodstvo. Obletnico tega dogodka smo počastili tudi na Ministrstvu za obrambo s srečanjem dosedanjih načelnikov generalštabov. Maja pa smo v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v Mariborski kadetnici odprli tudi razstavo o manevrski strukturi narodne zaščite. Spoštovani organizatorji in pripadniki manevrske strukture narodne zaščite, vi ste se zavedali, da je treba svojo obrambno moč obvarovati in tudi hrabro ukrepali. Tako kot že prej v zgodovini, nam Slovencem tudi tokrat ni bilo popolnoma nič podarjenega. Vse bitke smo morali odbiti sami. Naslednje leto 1991, smo bili v vojni za samostojno Slovenijo postavljeni pred spopad, ki se mu ni bilo mogoče izogniti, če smo želeli uresničiti sanje po samostojni in suvereni republiki. In teritorialna obramba Republike Slovenije je ohranjena seveda in prilagojena v projektu manevrske strukture narodne zaščite, vstopila v osamosvojitveno vojno vojaško pripravljena, da zavaruje plebiscitarno odločitev slovenskega naroda. V vojno, ki jo je bilo žal treba izbojevati tudi z orožjem. Po zaslugi vseh, ki ste dali svoj prispevek v osamosvojitvenem dogajanju, danes živimo v samostojni in suvereni državi. Naše varnostno okolje je bistveno drugačno kot pred 30 leti. Zahteva visoko prilagodljivost vojaških zmogljivosti, ki morajo biti sposobne odzivanja tako na klasične vojaške oblike, kot tudi na nekonvencionalne oblike ogrožanja. Dejstvo pa je, da moramo v prvi vrsti za varnost svojih državljanov in državljank ter varnost pripadnikov naših obrambnih sil poskrbeti sami, kot ste to storili vi pred 30 leti. Tega se močno zavedam, zato veliko svoje energije vlagam v sprejetje zakonov, ki bodo omogočili dolgoročen razvoj Slovenske vojske. To je naše vojske. Danes se še vedno nekateri obnašajo, kot da to ni naša, ampak neka tuja vojska. Ampak roko na srce, to je vojska naših fantov in deklet in je Slovenska vojska. Pri nastajanju katere ste prav vi aktivno sodelovali. Poleg tega je treba za pripadnice in pripadnike Slovenske vojske dostojno poskrbeti, tudi potem, ko dopolnijo 45 let. Zato sem zelo zadovoljen, da je bil v preteklem tednu tudi sprejet popravljen zakon o obrambi, ki vojakom po 45 letu zagotavlja socialno varnost. Še pomembnejše in bistvenejše sporočilo pri tem glasovanju o zakonu o obrambi pa je sporočilo, da se je slovenska politika še vedno sposobna dogovoriti. Kljub vsej razdeljenosti, kljub vsej napetosti, smo bili sposobni v teh trenutkih doseči več kot dvotretinsko večino, ker se mi zdi, glede na okoliščine, vsekakor zavidanje, dober uspeh in pomembno sporočilo za naprej. Enotnost, ki je vas, organizatorja in pripadnike manevrske strukture narodne zaščite povezala v odporu do teženj zveznih oblasti po odvzemu orožja in enotnost, ki je slovenski narod združila v prizadevanjih po samostojni in suvereni državi, je torej očitno mogoče tudi danes. Sprejetje zakona o obrambi mi daje upanje, da se bo taka državotvorna drža, ko gre za strateška vprašanja v državnem zboru, pokazala tudi ob sprejemanju zakonja o zagotavljanju sredstev za investicije Slovenske vojske do leta 2026. Vi ste se zavedali, kako pomembno je, da so obrambne sile ustrezno oborožene in usposobljene. Zavedali ste se, da bomo brez orožja, neobogljeni v agresiji, ki
ki se je napovedovala kot odgovor na naše težnje po samostojnosti. Nov zakon zagotavlja minimalno potrebna sredstva za izvajanje najpomembnejših investicij v slovenski vojski v naslednjih 6 letih. Ta sredstva danes vojska nujno potrebuje za svoje preživetje in za svoj razvoj, tako z vidika nacionalne kot tudi kolektivne obrambe. Potrebujemo jih za varnost državljanov ter pripadnic in pripadnikov slovenske vojske. Dragi pripadniki manevrske strukture narodne zaščite, saj veste, skupaj s pripadniki slovenske milice, z njeno specialno enoto in posebnimi enotami ste zagotavljali osebno varnost ljudi in premoženja ter opravljali varnostne dejavnosti, ki so bile nujne za zavarovanje vitalnih interesov nastajajoče države. Tako ste opravljali naloge, ki danes spadajo v policijsko pristojnost in hkrati uresničevali poslanstvo vojaške organizacije. Povezani ste bili tako imenovano zeleno in modro mrežo, ki sta med seboj usklajeno delovali. To povezanost vidim tudi kot sporočilo za današnji čas, kajti prepričan sem, da bi lahko že utečeno in dobro sodelovanje med slovensko vojsko in policijo še ukrepili, predvsem, ker zadeva varovanje naše južne meje. Dragi organizatorji in pripadniki manevrske strukture narodne zaščite, spoštovani veterani vojne za Slovenijo iz vrst slovenske teritorialne obrambe in policije. Z manevrsko strukturo narodne zaščite spomladi leta 1990 se je dejansko začelo slovensko osamosvajanje na vojaškem področju in začela je nastajati slovenska vojska, oborožena sila, ki je danes naša. Iskrene čestitke ob 30. obletnici tega prelomnega projekta. Vi, veterani vojne za Slovenijo iz vrst teritorialne obrambe in policije, ste najbolj pripomogli k temu, da je bila obranjena naša mlada država. Za njeno blagostanje in mednarodno konkurenčnost se je treba prizadevati tudi danes. Zavedam se, da smo k temu v prvi vrsti poklicani tisti, ki danes prevzemamo odgovorna mesta. Vsekakor pa je bila neverjetna pot naše domovine v 20. stoletju od Avstro-Ogrske province, jugoslovanske banovine, socialistične republike, vse do mednarodno priznane samostojne in neodvisne države. Vsekakor nam je to lahko velik navdih tudi za prihodna leta. Zahvaljujem se vam za vse, kar ste tudi v sedanjem času storili za dobro naših ljudi in naše države. Cenim vaše zavzemanje v dobrobit slovenske vojske in slovenske policije. Zato vas resnično iskreno prosim za podporo pri napornih, vendar nujno potrebnih projektih, ki jih v zadnjem obdobju pelje Ministrstvo za obrambo. Povezuje nas ljubezen do domovine in skupni smo si v prepričanju, da je varna država predpogoj za to, da lahko normalno in dobro živimo, delamo in ustvarjamo. Zato verjamem, da nam lahko skupaj uspe. Slovenke in Slovenci smo različni, ni pa prav nobene potrebe, da smo večno razdeljeni. Spoštujmo različnost, dovolimo, da nas različnost bogati, ne pa deli. Skupaj pojmo zdravljico in ponosno položimo dlan na srce, ko jo pojemo, kajti živimo res na prelepem koščku zemlje. Pogovarjamo se med seboj, se bomo kljub razlikam še vedno živeli drug z drugim. Ampak bolje, kot se bomo razumeli, hitreje se bomo razvijali. Zato zgradimo državo, v kateri bodo ljudje od svojih plač in pokojnin dostojno živeli, državo, v kateri bo pravici zadoščeno in državo, v kateri se bodo naši ljudje počutili varne. Ko pa bomo drug drugega še spodbujali in se veselili uspehov drug drugega, takrat je jasno, da je še upanje za Slovenijo. Naj živi Slovenija! Hvala lepa, spoštovani gospod minister. In ni bolj primernega trenutka,
da se zahvalimo v imenu organizatorjev današnje slovesnosti, da nas Slovenska vojska gosti v svojih prostorih in nam pomaga pri naših dejavnostih z zavestjo, da so nasledniki generacij, ki so z razumom, odločnostjo in orožjem izbojevali samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Če se vrnemo v tisti čas, je bila samostojna država šele sen in ideja in načrt, ki je imel v sebi še mnogo pasti in čeri. Takrat je šlo za domovino, takrat je šlo za dom, za zavest, da je zaradi jezika in kulture naš in mora tak tudi ostati. Taki zastavonoše, mirno, radi, no. Vodnim krakom, prej. Gospe in gospodje, iz dvorane odhajajo praporščaki Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, manevrske strukture narodne zaščite, teritorialne obrambe in organov za notranje zadeve 1990, pokrajinskih združenj veteranov vojne za Slovenijo, policijskih veteranskih društev Sever, Zveze društev General Majster, Društva Tiger Primorske,
Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveze društev in klubov Moris in Zveze slovenskih častnikov. Spoštovani in spoštovane, fotografije so neme priče tistih časov. Po 30 letih živimo v drugem in drugačnem svetu, kjer je osebna korist gibalo uspeha. Ne pozabimo, da je bilo takrat narodovo dobro pred osebnimi koristmi, pa naj se sliši še tako romantično. Da je bila skupno dobro takrat resnična paradigma, ne glede na različna politična prepričanja. Da je vera v isti svetav cilj presegla vse delitve in vsa politična prepričanja. Jasen in oprijemljiv cilj je bil lastna država slovenskega naroda. Zato so bila dejanja jasna, premišljena in odločna. Toda ideja lastne države je bila v intimi vsakega posameznika povsem samosvoja in kljub jasni zavezi, da bo to demokratična republika. Bila je kot ljubezen, ki šele mora priti. Gotovo bo lepa, izpolnjujoča, osrečujoča. Dežela in država hkrati pomeri vsakega, ki je zastavil za cilj svojo varnost in celo varnost svoje družine. Konec koncev, vsi živimo le lastna življenja in nimamo drugega kot čas, ki nam je namenjen. Kljub nevarnosti je bila stvarna. Imeli pa ste zavest in samozavest. Kot iz filma Moje pesmi, moje sanje. Kaj bo prinesel dan, me muči. Kaj bo prihodnosti, me muči. Morda bo vznemirljivo, ko nenadoma grime ljudi, čutiti bi morala srečo. Oh, kaj se z mano godi? Od nikdaj hočem izkušnje, početi vse, kar si želim. Zdaj tu je čas preizkušnje, a kaj, ko se bojim? Sedmir otrok in stotnik, kaj je strašnega nad tem? Oh, odpraviti moram te misli, če jih ne, se še vrnem nazaj. Najti moram, kar mi primankuje, in pogumu imam primankljaj. Pogumu, da se bom izkazala, da svojo krivdo bom priznala, da se izkažem, saj vem, da to se zmorem vse. Naj le zakuhajo težave, vsak problem je razrešljiv. Neomajno vem, da čaka me izziv, a nije stvari, ki ne smijo majati. Našla bom pravo mero, stroga, a mila bom. In vsi otroci vseh sedmiro bodo ob vsak svoj dvom. O meni vsak trenutek bolj verjamem.
Toda ni šlo vse gladko. Svoboda ni samoumevna. Če bi bila brez vrednosti. Toda prave in odločne ljudi z jasnimi cilji ovire združujejo, težave krepijo. In pravi pogum je pogum, ki prenese preizkušnjo. Toda, če kdaj in ne prvič, ste bili tisti hip glavni akterji prepričani, da niste sami. Da imate za sabo ves narod, ki je že od znamenite 14. seje Zveze komunistov Jugoslavije spremljal politiko zavzeto in odgovorno z zavestjo, da gre za naša življenja, za našo prihodnost. Morda je bila v tistih časih politična zavest najvišja v vsej zgodovini slovenskega naroda. Mnogo bolj kot dan današnji, ko imamo vse demokratične vzvode v svojih rokah in je konformizem ključni problem današnjega družbenega življenja. Zagotovo pa sta takrat politična in nacionalna zavest hodili z roko v roki. S tem vedenjem ste bili sposobni se povzpeti na vsako goro, ki je zrasla kot ovira na poti do cilja. Kot v filmu Moje pesmi, moje sanje. Uspeli ste. Vašim dejanjem je sledila zakonodaja in Slovenska vojska je bila povsem slovenska.
Projekt Manevrska struktura narodne zaščite je bil formalno končan z ustanovitvijo novega republiškega štaba teritorialne obrambe pod poveljstvom tedaj majorja Janeza Slaparja in neposredno podrejen predsedniku Republike Slovenije in s tem tudi simbolno predstavljen kot korak k samostojni državi. Po razglasitvi je sledila najtežja preizkušnja, ki je pokazala, kako močni sta slovenska vojska in milica, če imata za sabo in s sabo ves narod. V času, ko je v slovenski družbi komaj še kaj enotnosti, so vaša dejanja in drža ključno sporočilo iz tistih časov v današnji čas. Saj prav zato gre pri obletnicah in slovesnostih. Prenesti duha in univerzalne vrednote, ki so povezale narod in ga naredile kljub maloštevilčnosti velikega. Prenesti te vrednote v naš čas. Naj za konec in proti vsem delitvam vrst citiram aktualnega predsednika slovenske vlade. Janez Janša je na posvetu ob 20. obletnici manevrske strukture narodne zaščite na Inštitutu dr. Jožeta Pučnika 18. maja 2010 med drugim izrekel: Tako brez ene kot druge komponente tega projekta ne bi bilo. Zato ločevati obe veji kot pripadnike je dejansko brezpredmetno. To je bil enoten projekt, edinstven v zgodovini ne samo Slovenije, ampak nasploh podobnih projektov v zgodovini sveta. Manevrska struktura narodne zaščite ni bil političen projekt. Ni šlo takrat, ali si za Demos ali si proti Demosu, ampak ali si za Slovenijo ali nisi za Slovenijo. V manevrski strukturi narodne zaščite so sodelovali Slovenci in Slovenci smo pač politično različno misleči. Torej, bodimo veseli, da je šlo skupaj in ne narazen. Šlo je za skupen napor tistih, ki smo bili zraven in smo lahko veseli, da se je tako končalo. Konec citata. Naj tudi danes končamo z mislijo, da so dogodki v nacionalni zgodovini, ki so ključni. Ne le za obstoj naroda in države, temveč za njegovo samobitnost. Zato je nujno slovesno obeleževati velike dogodke iz naše zgodovine in iz njih črpati brezčasne vrednote, ki nas združujejo in krepijo kot skupnost. Ne, proslave niso same sebi namen. Niso le prazno obredje in legitimiranje vsakokratne oblasti. Proslave morajo biti svetli temelji naše identitete, da vemo, kdo smo, da vemo, kam gremo in da se na poti v prihodnost ne izgubimo. Danes smo gospodarji na svoji zemlji, tudi zaradi vaših velikih dejanj pred 30 leti. In gospodarji tudi ostanimo.
Gospe in gospodje, cenjeni gostje, s tem je nocojšnja slovesnost zaključena. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.